Državni zbor Republike Slovenije je 17. februarja 2017 s 70 glasovi za soglasno sprejel zakon o osebni asistenci. Izvajati se bo začel januarja 2019. Osebi s senzorno okvaro se lahko odobri osebna asistenca v obsegu do 30 ur na mesec ali komunikacijski dodatek, slednji kot denarno nadomestilo v višini 146 evrov. Uveljavljajo ga lahko osebe z več kot 95% izgubo sluha po Fowlerju, ki so starejše od 18 let. Zgornje starostne meje upravičencev torej ni. Uveljavijo ga lahko tudi starostniki, ki bivajo v domu starejših, ne morejo pa v tem primeru uveljavljati pravice do osebne asistence. Do komunikacijskega dodatka bodo predvsem upravičeni gluhi, gluhoslepi ali pa slepe osebe. Tako da oni bodo lahko uveljavljali oziroma lahko že uveljavljajo ta dodatek za vlogo na centrih za socialno delo, kjer bodo predložili dokazilo, da imajo ali bodisi da so gluhi, da so slepi, slepo-gluhi, in bodo potem se izjasnili, da potrebujejo bodisi komunikacijski dodatek kot tisti, ki je, bom rekla, denarno nadomestilo kot komunikacijski, ali pa da potrebujejo asistenco do 30 ur na mesec. Vse podrobnosti glede uveljavljanja pravic določa pravilnik o osebni asistenci, objavljen v uradnem listu številka 57, ki je septembra stopil v veljavo. Vlogo za osebno asistenco ali komunikacijski dodatek oddate na Centru za socialno delo. Za gluhe je pomembno, da predložijo avdiogram ali pa tudi oceno SPIZ-a, da imajo več kot 70% telesno okvaro. Med drugim pa seveda lahko tudi dokazilo po Fowlerju, ampak ga morajo napisati, ga morajo pridobiti sami in priložiti bodisi pri otorinolaringologu ali drugih teh specialističnih organizacijah. Gluhoslepi lahko zaradi dvojne senzorne okvare uveljavljajo tudi več kot 30 ur osebne asistence tedensko. Če je toliko ne potrebujejo, oddajo vlogo za 30 ur osebne asistence mesečno. V vsakem primeru bodo ob polovico svojega dodatka za pomoč in postrežbo. Medtem je zanje nesmiselno, da oddajo vlogo za komunikacijski dodatek, saj je dodatek za pomoč in postrežbo, ki ga prejemajo kot slepi, višji od komunikacijskega dodatka. Zato je Metka Knez do zakona kritična, saj meni, da diskriminira osebe z dvojno senzorno okvaro. Jaz kot uporabnik dolžna asistentu ali spremljevalcu pokriti strošek, na primer strošek parkiranja, potem na primer strošek prevoza, če on mene spremlja na vlak ali avtobus, na primer strošek prehrane, potem na primer sem dolžna pokriti asistentu potnika. Na primer, asistent me spremlja v gledališče, me spremlja na seminar ali ne vem, kakšne druge stvari. Temu so veliko namenjeni te dodatki, se pravi pokrivanju stroškov, ki jih jaz imam, zato ker me nekdo spremlja. Jaz kot oseba s gluhoslepoto imam dvojne stroške. V tem smislu sem predlagala Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, da bi, kot se bo zakon spreminjal, dopolnjeval, da razmislijo, da osebam s gluhoslepoto zaradi povečanih potreb ne bi
zamrznili dodatka za pomoč in postrežbo ali da nam priznajo in osebno asistenco v obsegu 30 ur na mesec ter tudi komunikacijski dodatek. Storitve osebne asistence naj bi po ocenah Tanje Dular potrebovalo 400 najtežjih invalidov v državi, ki potrebujejo osebno asistenco več kot 30 ur tedensko. Medtem ko pričakujejo, da bo vlogo za komunikacijski dodatek oddalo okrog 1000 gluhih. Izvajanje zakona bo državo stalo približno 17 milijonov evrov. Samo gluhih je približno 1000, ki imajo tudi, ki so uporabniki izkaznice za znakovni jezik. To se pravi, da gre za tiste gluhe osebe, ki imajo okvaro po Fowlerju gluhoto nad 95% in v tem primeru so upravičeni do komunikacijskega dodatka. Komunikacijski dodatek za gluho skupnost pomeni zgodovinski dosežek, saj bodo prvič upravičeni do denarnega nadomestila zaradi okvare sluha. Invalide, ki potrebujejo več kot 30 ur osebne asistence na teden, bo posebna komisija obiskala na njihovem domu. Ugotavljali bodo upravičenost vloge. Moram reči, da do zdaj smo opravili tudi že kar veliko obiskov na domu, da so ljudje zelo dobro pripravljeni sodelovati. Prej jih pokličemo, uskladimo z njimi datum obiska in ljudje so izjemno pripravljeni sodelovati, tako da nimamo nobenih težav.
Komunikacijski dodatek bodo prejeli vsi upravičenci po tem zakonu, ne glede na njihovo premoženjsko stanje. Poleg tega pa ta dodatek ne vpliva na druge finančne doklade države.